delo ni samo biti vodja na samih olimpijskih igrah, ampak se je delo začelo že dolgo prej. Namreč mi skrbimo za olimpijske športnike, olimpijske kandidate v vsem pripravljalnem obdobju, to se pravi od prejšnjih olimpijskih iger pa do naslednjih olimpijskih iger. Bistveno je to, da smo že pred leti vzpostavili mrežo referenčnih športno-medicinskih centrov Olimpijskega komiteja Slovenije. To je nekaj točk v Sloveniji, kjer lahko vrhunski športniki, olimpijci, poiščejo zdravniško pomoč. Bistveno je to, da za njih skrbijo najvišje usposobljeni strokovnjaki na področju medicine, se pravi zdravniki in fizioterapevti. In bistveno je tudi to, da športniki lahko pridejo do zdravstvenih storitev v realnem času. Naš cilj je, da pripeljemo športnike zdrave na olimpijske igre, maksimalno pripravljene, da se izognemo vsem poškodbam, če pa do njih pride ali pa medicinskih zapletov, pa seveda na ustrezen način odreagiramo. Včasih, ne sicer pogosto, prihaja tudi na olimpijskih igrah do situacije, ko se poškodba zgodi tik pred nastopom oziroma ovira športnika pri samem tekmovanju. Zdaj, večina športnikov ima svojega osebnega ali klubskega fizioterapevta, s katerim sodeluje skozi celotno sezono. In velikokrat se zgodi, da tega športnico prvič srečam na olimpijskih igrah, vendar s tem nimam težav, profesionalno delamo svoje delo in se športnikom maksimalno prilagodimo. Glede priprav na olimpijske igre je zelo pomembno, da športnik izvaja preventivno vadbo, specifičen trening in da se redno udeležuje terapij, ker se jim zmanjša možnost za nastanek samih poškodb. Izkušeni športniki in njihove ekipe običajno opazijo, da urniki niso prenatrpani in zato se osredotočijo samo na določeno tekmovanje v letu, ki predstavlja vrhunec tistega leta. Obstajajo tudi hitre metode, s katerimi rešujemo določene situacije. Lahko navedem primer športnika v Tokiu, ki ga je nekaj dni pred nastopom močno zagrabilo v hrbtu. V olimpijsko vas sem prispel dan po tem dogodku in nemudoma izvedel specifično manipulativno tehniko hrbtenice, ki je načeloma ne izvajamo pred tekmovanjem, ker povzroča lahko nekadnevni vnetni proces. Potem pa seveda terapija 2-krat na dan, velika količina protibolečinskih tablet in slab začetek, dober konec. Športnik je uspešno nastopil in tudi s svojim nastopom bil zelo zadovoljen. Pa mislim, da je predvsem dobro, da imaš zraven nekoga, ki ve, za kaj se gre, da lahko v bistvu z nekimi preventivnimi terapijami mogoče zmanjšaš verjetnost nekih poškodb v prihodnje. Če pa pride do kakšnih komplikacij, pa tudi v bistvu, da nekako pospešiš ta postopek rehabilitacije in da si na koncu optimalno pripravljen za velike tekme. Kar se tiče zdravstvene problematike, lahko rečem, da vsi olimpijski kandidati, ki so dosegli norme, tudi bodo na olimpijskih igrah, razen žal ene športnice, ki je poškodba prehuda, tako da se sama ne bo mogla udeležiti iger. Kako so pripravljeni, pa najboljše vejo oni sami in pa njihovi trenerji. Jaz verjamem, da so maksimalno pripravljeni in da se bomo veselili dobrih rezultatov.